Junija 1787 je Thomas Jefferson iz Pariza poslal pismo, v katerem je prosil, da se mu hčerki pridružita v Franciji. Kmalu zatem so prispeli v spremstvu zasužnjene najstnice po imenu Sally Hemings. V naslednjih 2 desetletjih je rodila 6 otrok, za katere mnogi verjamejo, da so Jeffersonovi, in postala ženska v središču ene najbolj razvpitih afer v ameriški zgodovini. Toda, kdo je bila Sally Hemings? In kaj se je v resnici zgodilo med njo in ustanovnim očetom? Pravzaprav ne vemo, kdaj se je Sally Hemings rodila. Do 18. stoletja je obstajalo vse več zapisov, ki nam omogočajo določiti datum rojstva ljudi, zlasti krstni zapisi, vendar so ti običajno veljali le za svobodne Američane. Ne moremo biti povsem prepričani, kdaj so se zasužnjeni ljudje rodili, čeprav v primeru Sally Hemings nasplošno domnevamo, da se je rodila okoli leta 1773 v okrožju Charles City v angleški koloniji Virginia. Za boljše razumevanje, v tem času je bil Thomas Jefferson star 30 let, medtem ko se je bostonska čajanka, ključni dogodek na poti v ameriško vojno za neodvisnost, zgodila decembra 1773. Tako je Sally odraščala v ozadju vojne, čeprav so bila njena zgodnja leta v 80. in 90. letih 18. stoletja precej bolj mirna. Sallyhina mati je bila Elizabeth Hemings, zasužnjena ženska, ki jo je v suženjstvu držal lastnik plantaže v Virginiji, John Wales. Verjame se, da se je Elizabeta rodila ženski iz Zahodne Afrike in belemu lastniku plantaže. Imela je 6 otrok s svojim zasužnjevalcem Walesom, med katerimi je bila tudi Sally. To pomeni, da je bila Sally po materini in babičini strani zahodnoafriškega porekla, vendar so bili 3 od njenih 4 starih staršev evropskega belega porekla. Po rasnih klasifikacijah tistega časa bi jo šteli za kvadroonko. Sodobni zapisi so jo dosledno opisovali kot privlačno in zelo svetlo polto, kar odraža njeno pretežno evropsko poreklo. Sally svojega očeta nikoli ni poznala, ne glede na to, kako nenavaden bi bil njun odnos, v vsakem primeru. Maja 1773 je umrl John Wales. Zato je morda umrl pred Sally. Ko je umrl, je John za seboj pustil velike dolgove, zato je bil velik del njegovega posestva in premoženja hitro prodan, da bi poplačali njegove upnike. Pri urejanju dediščine je zet Walesa prevzel Elizabeto Hemings in njenih 6 otrok, ki jih je imela z Walesom. To ni bil nihče drug kot bodoči 3. predsednik Združenih držav Amerike, Thomas Jefferson. Že leta 1770 je začel dvoriti Walesovi hčerki Marti, nato pa sta se leta 1772 poročila. Takrat je bil Jefferson odvetnik in lastnik plantaže v Virginiji, vendar je bil še mlad in še ni postal nacionalna osebnost, kakršna je postal zaradi vojne z Britanijo. Vendar je ta navidez naključna družinska povezava pomenila začetek odnosa, ki je postal ena najbolj spornih in razpravljenih zgodb v ameriški zgodovini. Ko so Sally Hemings, njena mati in sorojenci prišli v last Jeffersona, je ta pravkar zgradil svojo znamenito posestvo Monticello v okrožju Albemarle v Virginiji. Tako je Sally v veliki meri odraščala tukaj. Jefferson in njegova žena Martha Wales sta bila izjemno povezana in sta si delila zanimanja, kot so glasba, književnost in jahanje. Imela sta 6 otrok, vendar je večina njunih otrok žal umrla še kot dojenčki. Le 2 njuni hčerki, Marta in Marija, znana kot Polly, sta dočakali odraslost. Obstaja veliko vrzeli v našem znanju o tem, kaj se je zgodilo s Sally v njeni mladosti, vendar je jasno, da so bili ona in njeni sorojenci na vrhu družbene hierarhije med sužnji v Monticellu, preprosto zato, ker so bili polbratje in polsestre Marte Wales. Tako so Sally in njeni sorojenci delali v gospodinjstvu v Monticellu, ona pa se je zbližala z Marto in Polly, ko so odraščale, saj so bile vse približno enako stare. Vendar so vsakodnevno rutino življenja na plantaži vse bolj zasenčili dogodki zunaj Virginije. Ameriška revolucionarna vojna se je začela leta 1775. Leto kasneje pa je Thomas Jefferson postal vodilna osebnost domoljubnega gibanja, ko je za drugi celinski kongres v Filadelfiji napisal deklaracijo o neodvisnosti. Jeffersonov vzpon se je nadaljeval leta 1779, ko je bil izvoljen za guvernerja Virginije. Zaupan mu je bil voditi državo skozi najtemnejša leta revolucije, soočal pa se je z britanskimi vdori, medtem ko je skušal preoblikovati zakone in ustanove Virginije. Vendar je bila njegova žena Marta v zgodnjih 1780-ih bolna in izčrpana zaradi številnih nosečnosti ter prebolele črne koze.
Pravijo, da je bil Thomas zaradi Martinega slabšanja zdravja in bolečin neutešen. Njeno zdravje se je še naprej slabšalo in umrla je 6. septembra 1782, stara 33 let. Pred smrtjo je Marta prosila Jeffersona, naj se nikoli več ne poroči. Na njeno prošnjo so verjetno vplivale njene lastne nesrečne izkušnje z mačehami in želja, da bi svojim hčeram prihranila podobno usodo. Jefferson je bil zaradi njene izgube uničen in je njeno željo spoštoval do konca svojega življenja, saj se nikoli več ni poročil, ali vsaj neuradno. Leta 1784 je bil po koncu vojne za neodvisnost Jefferson imenovan za ameriškega ministra v Franciji, kjer je nasledil Benjamina Franklina. 3 leta kasneje je poskrbel, da sta se mu hčerki pridružili v Parizu. Poleti 1787 sta prispeli v Pariz, spremljala pa sta ju Sally Hemings in njen starejši brat James. Čeprav suženjstvo v metropolitanski Franciji ni bilo priznano in bi lahko Sally po francoski zakonodaji zahtevala svojo svobodo, je ostala v Jeffersonovem gospodinjstvu in služila kot osebna služabnica njegovih hčerki Marti. Med bivanjem v Parizu je verjetno spremljala Marto na uradne družabne dogodke, poleg tega pa se je učila francoščine. Nismo pa prepričani, kje je živela. Morda je bivala bodisi v Jeffersonovi rezidenci, hotelu de Lagnac ali v Abbaye de Pont-Fermé, kjer sta se izobraževali Marta in Polly. Prav v letih, ko je družina bivala v Parizu, sredi spletk in zatonov francoske monarhije, naj bi se po splošnem prepričanju začelo Jeffersonovo razmerje s Sally. Takrat naj bi bila stara okoli 15 let, medtem ko je bil Jefferson sredi 40-ih. Natančna narava njunega razmerja ostaja predmet razprav. Čeprav je imela Sally v Franciji nekoliko drugačen pravni položaj, kot bi ga imela v Virginiji, je bila neravnovesje moči med njima globoko. Jefferson je bil premožen diplomat sredi 40-ih, medtem ko je bila Sally zasužnjena najstnica v njegovem gospodinjstvu. Zaradi tega Sally v razmerju ni imela veliko besede in ni mogla svobodno prevoliti, čeprav nekateri zgodovinarji trdijo, da se je med njima skozi leta morda razvila resnična naklonjenost. Vendar prave narave njunih občutkov nikoli ne bomo mogli z gotovostjo vedeti. Kakorkoli že, ostala sta v Franciji do izbruha francoske revolucije leta 1789. Takrat je bila Sally stara približno 16 let. Ko je Jefferson načrtoval odhod iz Francije, je bila Sally na razpotju. Ena pot je vodila k svobodi v Evropi, druga pa nazaj čez Atlantik v življenje suženjstva. A Francija je bila tako daleč od doma. Njena mati, sorojenci in razširjena družina so bili vsi v Monticellu in te vezi so močno vplivale na njeno odločitev. Po kasnejših spominih njenega sina Madisona Hemingsa je Sally privolila v vrnitev šele potem, ko je Jefferson obljubil, da bodo vsi otroci, ki bi jih imela z njim, nekoč osvobojeni. To je bila odločitev, ki je oblikovala preostanek njenega življenja in življenja generacij, ki se še niso rodile. Sallygin odnos s Thomasom je bil izjemno sporen in o njem se razpravlja že 200 let. 200 leti so izhajali članki in knjige, ki so poskušali zanikati dejstvo, da je Jefferson imel razmerje s Sally. To je posledično postalo znano kot spor Jefferson-Hemings. V 19. stoletju in še globoko v 20. stoletju je večina zgodovinarjev bodisi ignorirala ali izpodbijala idejo, da je Jefferson imel ločeno družino z eno od svojih suženj. Čeprav ni bilo nič nenavadnega, da so premožni južnjaški lastniki sužnjev v tem obdobju imeli otroke z zasužnjenimi ženskami, pa je bilo nenavadno to, da je Jefferson svoje razmerje s Sally vodil na razmeroma odprt način in da je to trajalo toliko let. Ko sta se vrnila v Združene države, naj bi imela Sally v razmerju s Jeffersonom 6 otrok. Prva, hči po imenu Harriet, se je rodila leta 1795. Umrla je 2 leti kasneje, decembra 1797. Druga hči, ki je bila morda po imenu Thea, je umrla kot dojenčica. Od 4, ki so preživeli otroštvo, so bili 3 sinovi. To so bili William Beverly, rojen leta 1798, James Madison leta 1805 in Aston leta 1808. Imeli pa so tudi še eno hčerko po imenu Harriet, rojeno leta 1801, pri čemer so ponovno uporabili ime svoje prve, zdaj že pokojne hčerke. Tako so bili 3 od domnevnih Sallynih otrok s Thomasom rojeni v času, ko je bil predsednik Združenih držav Amerike med letoma 1801 in 1809. Prav v času Jeffersonovega predsedovanja so se pojavile prve govorice o tem razmerju.
Govorice so krožile že od 1790 let, vendar je leta 1802 novinar James T. Callender, nekdanji zaveznik, ki je postal politični sovražnik, trdil, da je Jefferson imel za priležnico eno od svojih suženj in z njo imel več otrok. Zgodba se je hitro razširila po časopisih in postala priljubljeno orožje Jeffersonovih nasprotnikov. Jefferson sam se na obtožbe nikoli ni javno odzval, čeprav so se nanje odzvali člani njegove družine. V 50. letih 19. stoletja je njegov najstarejši vnuk, Thomas Jefferson Randolph, trdil, da Sallyjinih otrok ni oče Jefferson, temveč njegov nečak Peter Carr. Kljub temu danes skoraj ni dvoma, glede na obilico dokumentarnih dokazov in DNK raziskave, ki so jih leta 1998 opravili potomci Sally, da je bil Tomaž oče Sallyjinih otrok. Še ena nenavadna stvar v zvezi s Sallyjinimi otroki, ki dodatno potrjuje idejo, da je bil Tomaž njihov oče, izhaja iz njegove posestne knjige. To je bila knjiga, ki jo je vodil o svojih poslovnih zadevah na svoji plantaži v Virginiji. Tukaj je vodil evidenco rojstev in smrti sužnjev na svojem posestvu. Ključno je, da je zabeležil očeta otrok, rojenih zasužnjenim ženskam, vendar so ti podatki manjkali v zapisih o otrocih, ki jih je Sally skoraj gotovo spočel. Kljub obilici dokazov, ki podpirajo idejo, da je Tomaž bil oče 6 otrok Sally, ta teorija ni bila splošno sprejeta vse do druge polovice 20. stoletja. Ko je gibanje za državljanske pravice v ZDA v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja pridobivalo na moči, je bilo o tem delu zgodovine ameriških predsednikov več razprav in veliko se je o tem pisalo. Kljub temu majhno število kritikov še vedno dvomi o očetovstvu Jeffersona. Opozarjajo, da lahko DNK testiranje identificira moško linijo Jeffersonovih, ne more pa razlikovati med posameznimi moškimi iz družine Jefferson, zaradi česar nekateri predlagajo alternativne kandidate, kot je Jeffersonov mlajši brat Randolph. Drugi so ugibali, da je imela Sally Hemings morda odnose z drugimi moškimi. Vendar večina zgodovinarjev sklepa, da združeni dokumentarni in genetski dokazi močno podpirajo stališče, da je Jefferson oče otrok Sally Hemings, čeprav popolna gotovost ostaja nemogoča. Zgodba Sally Hemings morda ni edinstvena v ameriški predsedniški zgodovini. Ugiba se, da so 4 ali 5 drugih predsednikov prav tako imeli otroke s sužnjami, ki so jih imeli v lasti. Naprimer, William Henry Harrison, ki je bil kratek čas predsednik, le en mesec pred svojo smrtjo leta 1841 je morda spočel več otrok z zasužnjeno žensko po imenu Delicia. Vendar pa nobenega od teh drugih otrok predsednikov s sužnjami ni mogoče potrditi. Jefferson je bil nenavaden v tem, da je njegovo razmerje s Sally očitno trajalo več desetletij in je imelo za posledico 6 otrok. In življenje, ki sta ga imela skupaj v Monticellu, bi se izkazalo za prav tako zanimivo kot polemika, ki jo je obtajala. Sallyino življenje na Jeffersonovem plantažnem posestvu Monticello v 1790-ih je bilo drugačno od življenja večine sužnjev. Študija iz leta 2017 je nakazala, da je živela v sobi poleg Tomaževe v dvorcu. Nikoli se ni poročila in je dejansko postala nekakšna Tomaževa žena, ki se, kot omenjeno, prav tako ni ponovno poročil. Hemingsovi otroci so živeli v hiši in okoli nje, ter so bili obravnavani drugače kot velika večina sužnjev na Monticellu, tako kot sta bila Sally in njeni brati in sestre Hemings desetletja prej, ko je odraščala. Odnos med Tomažem in Sally bi bil med letoma 1797 in 1809 občasne narave. Med letoma 1797 in 1801 je služil kot podpredsednik, nato pa je bil med letoma 1801 in 1809 tretji predsednik ZDA. Čeprav Tomaž ni posebej skrival svojega razmerja s Sallyjo v Monticellu, je vedel, da obstajajo meje, kako odprt naj bo glede tega. Medtem ko je živel v Washingtonu, je ona ostala v Virginiji in ni dokazal, da bi kdaj obiskala Belo hišo med njegovo predsedniško funkcijo. Po letih na položaju se je Jefferson vrnil v Monticello, da bi preostanek svojega časa preživel obdan s knjigami, arhitekturo, znanostjo in udobjem plantažnega življenja. Za Sally in njene otroke pa je bila prihodnost veliko manj gotova. Zakonodaja Virginije je sužnjem preprečevala, da bi se poročali na enak način kot svobodni ljudje. Kljub temu je veliko zasužnjenih parov ustvarilo stabilne zunajzakonske zveze. To ni veljalo za Sally Hemings in vtis, ki ga dobimo, je, da so jo dolga leta imeli za konkubino ali nekakšno neuradno ženo Jeffersona. Še naprej je živela v in okoli glavne hiše na plantaži, kjer je v drugih pomožnih poslopjih in v suženjskih barakah živelo na stotine zasužnjenih ljudi.
Tomaž je po takratnih merilih dočakal zelo visoko starost in umrl šele leta 1826, pri 83 letih. Ko je umrl, je bila Sally še vedno teoretično sužnja. Nikoli je ni osvobodil iz suženjstva, čeprav je v svoji poroki osvobodil nekatere Saline otroke. Kljub uspehu v politiki in veliki podedovani bogatstvu je Jefferson bil slab poslovnež in je umrl bankrotiran. Velik del njegovega posestva je zato Martha Jefferson prodala, da bi poplačala njegove dolgove. To je pomenilo, da je bila velika večina sužnjev Thomasa prodana na dražbi, vendar med njimi ni bilo Sally. Martha, ki je bila tudi polnečakinja Sally, je nato dovolila, da je v bistvu živela kot svobodna ženska. Svoja zadnja leta je preživela v Charlottesvillu z 2 sinovoma in njunima družinama. Tam je umrla leta 1835, stara približno 62 let. Kot smo omenili, sta 2 od Salinih otrok umrla v povojih. Harriet je smela zapustiti Monticello leta 1822. Thomas pa ji je ob odhodu celo dal veliko vsoto denarja, $50. Čeprav je bila takrat še vedno pravno sužnja, Jefferson nikoli ni poskušal doseči, da bi se vrnila na njegovo posestvo v Virginiji. Ni jasno, kaj se je z njo zgodilo. Nekaj let po odhodu leta 1822 je občasno pisala svojim sorojencem, nato pa je večinoma izginila iz zgodovinskih zapisov. William Beverly Hemmings je bil leta 1812 pri 14 letih vajenec pri spretnem tesarju Johnu Hemmingsu, svojim stricu. Čeprav ga Jefferson nikoli ni uradno osvobodil, je bilo Beverlyju dovoljeno, da kot mladenič zapusti Monticello in si ustvari samostojno življenje. Pravno gledano je ostal zasužnjen, vendar je v praksi pridobil svobodo brez formalne osvoboditve. V odraslih letih se je odločil, da se bo predstavljal kot bel moški, kar poudarja, kako svetlopolti so bili otroci iz zveze Sally in Thomasa. Aston in Madison Hemmings sta bila oba uradno osvobojena strani Thomasa v njegovi zadnji oporoki. Po smrti njune matere leta 1835 sta se oba s svojima družinama preselila v Ohio, svobodno zvezno državo, ki je v prvi polovici 19. stoletja doživela velik priliv naseljencev. Astonova družina se je kasneje v zgodnjih 1850-ih ponovno preselila v Wisconsin. Umrl je nekaj let kasneje, leta 1856. Eden od njegovih sinov John je bil pomemben poveljnik unije v ameriški državljanski vojni. Madison in njegova družina so še naprej živeli v Ohio, vse do njegove smrti leta 1873. Isto leto je objavil članek v časopisu iz Ohia, v katerem je kasneje trdil, da so on in njegovi sorojenci nezakonski otroci 3. predsednika Združenih držav Amerike. DNK testiranje leta 1998 je zagotovilo močne dokaze, ki povezujejo potomce Sally Hemings z družino Jefferson. Njeni potomci pa danes živijo po celotnih Združenih državah Amerike. Vendar zgodba Sally Hemings ni izjemna zato, ker se je zgodila. Desetine milijonov Američanov ima prednika, ki je bil na takšen ali drugačen način upleten v razmerje med lastniki plantaž in zasužnjenimi osebami. Kar naredi njeno zgodbo izjemno, je to, da je preživela. Generacije so si prizadevale, da bi jo zanikale, zavrnile ali prikrile. Na koncu pa se je izkazalo, da je resnico težje pokopati kot ljudi, ki so jo doživeli. Najlepša hvala vsem, da ste si ogledali ta video o Sally Hemings. Upam, da ste uživali in da vam je bil zanimiv. Sporočite mi v komentarjih, kaj si mislite o njenem življenju, in če želite več videov na podobne teme, mi to tudi povejte. Mi to tudi sporočite spodaj v komentarjih. Upam, da ste naročeni na moj kanal in imate vkropljena obvestila, da boste prejeli vse moje videe takoj, ko jih objavim. Kakorkoli, to je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednjem Forgotten Lives. Hvala!